Ja, v resnici sem tokrat, že prej sem čutila, kaj pomeni prevajati res Veljka Ibena. Veljka je v bistvu ustvarjalec v španščini. Tokrat se mi je pa to zdelo še toliko bolj izrazito. Namreč poezija, ki jo je napisal García Lorca, je izredno vsebinsko bogata in hkrati tudi v bistvu formalno izredno neopazna. In ravno v tej neopaznosti in v tej vsebinski bogatosti je v resnici velika past. To formo so slovenski prevajalci večinoma spregledovali, gre za asonance, in v bistvu to je v bistvu pač Lorki izredno ljub pripomoček za ohranjanje, za spodbujanje ritma, za ohranjanje v bistvu njegove pesniške identitete. In ravno to je v bistvu tisto, kar je tako zelo težko prevajati. Poleg tega pa res v bistvu, to so v bistvu pesmi, ki so res izrazito večpomenske. In ti v bistvu v prevodu v nekem določenem trenutku moraš v bistvu pomene zakleniti. Sicer se trudiš, da bi pač to večpomenskost ohranjal, in mislim, da sva pač z Igorjem tukaj res delala na tem, da bi bilo čim bolj, bi rekla, večplastno vse skupaj. Ampak hkrati v bistvu pa, ko zakleneš, točno veš, da si v bistvu nekaj izgubil, se potem nekje drugje skušaš to noter prenesti, ampak vendar zato se mi je zdelo tako težko in zaradi tega se mi je nekako pokazalo, da ne vem, v bistvu sem to nekako vedno ves čas delala z neko ponižnostjo. Ponižnostjo v bistvu predvsem in spoštovanjem seveda do avtorja, ko sva tehtala. Tukaj mislim, moram povedati, da je bil Igor veliko bolj pogumen, za kar sem mu izredno hvaležna. Namreč jaz sem bila veliko bolj zadržana v tem besedilu, veliko manj sem si upala. Ja, te v bistvu tandemi so vedno zelo zanimivi. Zdaj v bistvu Igor je tukaj zelo močen tudi v formi, in v bistvu sva se nekako načelno razdelila tako, da je v bistvu, da sem jaz bolj skrbela za vsebino, Igor pa v bistvu bolj za formo. Ampak to v resnici nikoli ni čist nekako, tako bi rekla, ni mogoče tega tako odmeriti. Zato, ker sva se tudi o teh pesmih sva se in pogovarjala veliko, zelo dragocen je že ta dialog. Se pravi, ti v bistvu, ko prevod delaš, večinoma si sam s sabo se pogovarjaš se z avtorjem. Tukaj je bilo pa v bistvu drugače, zaradi tega, ker sva midva opravila en zelo dragocen pač dialog tudi, dopolnjevala sva se, brala sva prevode drug drugega, komentirala sva. Igor je pač meril, v bistvu metrom pač delal. Jaz v bistvu sem pač tudi, ampak drugače, Igor je korakal, jaz sem pač bolj štela. Ampak v bistvu je to, se pravi, en tak preplet je v resnici. In to se mi zdi tisto, kar je nekako hkrati neizrekljivo, hkrati pa v bistvu bogastvo tega. Ja, več takih je bilo, recimo, ena je gotovo pesem Slovo. Pesem Slovo je prevedena že prej v slovenščino in seveda sva midva tukaj iskala seveda nov izraz, za to občutenje tega, bi rekla, neke Lorkove slutnje v resnici konca. Tako da v bistvu tam sva v bistvu precej iskala, precej tipala, se tudi v bistvu pač oddaljila drug od drugega, ker sva pač iskala nek prevod, ki bi bil ustrezen. Potem v bistvu so bili pa recimo tisti deli, tisti pasusi, in teh je tudi kar precej, ko recimo je vers terjal svoje, vsebina pa svoje. In sva potem, Igor je pač bolj z vidika verza skušal ene stvari v bistvu pač pripeljati v pesem, jaz pa pač bolj z vsebine. S tem, da recimo nisva pri vseh pesmih tega, bi rekla, upoštevala. Se mi zdi pesem, ki je bila pa najtežja, je pa v bistvu pesem o valčku. Ta se mi zdi pa, da je v bistvu res
je pa tako, v bistvu pesem, ki nekako je tudi metrično zelo svobodna, sicer ima metrum, ne, ampak ga v bistvu uporablja, zdaj ga ne. In je v bistvu tudi izredno surrealistična pesem, ne. Tako da pri tej pesmi je bilo res zelo težko nekako ta nadrealizem v bistvu ga odtehtati, ga premeriti, ne, v bistvu nekako, ves čas v bistvu sem imela jaz občutek, da ko prevajam, da prevajam s pinceto, ne. In to, kako, in kot da bi na filigransko tehtnico postavljala stvari, ne, in to se mi je zdelo tako po eni strani fascinantno, po drugi strani sem pa nekako res čutila, ne, meje jezika, meje v bistvu svojega poklica tudi, tudi tiste dele, ko sva šla čez in ko točno vem, da sva šla čez, ne. In to je bilo tisto, no, kar je nekako najbolj zbližali, pa hkrati v bistvu tudi nama pokazali, kje sva. Ne. Ja, jaz mislim, da sem rabila kar nekaj časa, da sem se oglasila na mladega bralca, ne. To zdaj vidim, ko pač prebiram kakšne stvari za nazaj. Mislim pa tudi, da v resnici, da sem se tako nekako navadila na tega mladega bralca, da zdaj zelo težko stopam v čevlje za odrasle. Pa to ne pomeni zdaj, da imam jezikovno težave, ampak tako imam pred sabo tega sprejemnika, da se mi zdi, da sem se v tem veliko bolj, da sem našla svoj glas, prevajalski glas veliko bolj v tem, kot pa v bistvu pač v besedilih za odrasle, ne. Besedila za odrasle so mi tudi izziv, seveda tudi tako kot v bistvu mladinska besedila, ne. Vedno obstaja nek, kaj jaz vem, kliše, ne, da so pač besedila namenjena mlajšim bralcem, da so v bistvu, da so lahko prevedljiva, ne. Torej vsi prevajalci, ki so se pač tega lotevali, vejo, da temu ni tako. Jaz pa bi rekla, da pač s tem, ko pač prevajam za pač mlade, ne, da nekako v bistvu zelo osebno pravzaprav delujem in v bistvu nekako sitim, bi rekla, svojega otroka, ne, v sebi, ne. Tako da mislim, da je to tista stvar, ki se me našla in ki me izredno srečuje. V prvi vrsti je to res pač eno veliko priznanje, ne. Zdi se mi tudi pomembno, da se v bistvu izpostavlja na tak način mladinska književnost. Se pravi, to je pravzaprav prvi prevod, namenjen izključno v bistvu prevajalcem mladinske književnosti, se pravi temu bi rekla literarnemu podsistemu, ki večinoma ostaja ob strani, še zlasti, ko gre za nagrade, ne, ker seveda neko besedilo, ki je namenjeno mlademu naslovniku, seveda ne more konkurirati nekemu besedilu, ki je namenjeno bralcu z res pač precejšnjo kilometrino, a ne. Se pravi, po eni strani to, zdi se mi to zelo pomembno in zato se mi zdi to zelo lepo, ne, da v bistvu pač, torej da ta nagrada, da je bila razpisana, da pač obstaja, da se na tak način v bistvu tudi prepoznava v bistvu pač delo prevajalcev. To je po eni strani, po drugi strani pa čisto osebno se mi pa tudi zdi, da v resnici, ne vem, dobro, da te nagrade so vedno arbitrarne, ne. Veliko je pač seveda ljudje, ki so nagrajeni, so po eni strani pač tisti, ki so prepoznani, po drugi strani je pa tudi veliko takih, ki niso. Torej, nagrade so vedno arbitrarne, lahko bi bil marsikdo drug nominiran, pa sem trenutno jaz, tako da se mi vseeno zdi, da je na nek način to ena priložnost, ne vem, za uvid v svoje delo, ne. In se mi zdi, da ravno s tem uvidom, ki sva ga z Igorjem že opravila, ne, se mi zdi v resnici, da je nekako tudi ta nagrada potrditev pravzaprav tega, no, kar sva midva tudi že snovala, o čemer sva se pogovarjala, kar sva pač ustvarjala, no.